Sem Ivo Mojzer, poslušate Radio Prlek. Simpatija moje si iz mladini, nikoli nisi bila pozabljena. Zdaj, ko gledam te, mi srce drhti in čutim, da podobno čutiš tudi ti. Povej, kaj bova zdaj? Povej, če si zna, moja ljubica. Poglej, da te imam, le nasmeh mi daj, pa ti za vedno bom predan. Simpatija moja si iz mladini, kako lepo je, da sva spet se srečala. Zdaj, ko gledam te, jasno mi je, pa ti si ta, ki mi je namenjena. Povej, kaj bova zdaj? Povej, če si zna, moja ljubica. Poglej, da te imam, le nasmeh mi daj, pa ti za vedno bom predan. Zdaj, ko gledam te, jasno mi je, pa ti si ta, ki mi je namenjena. Povej, kaj bova zdaj? Povej, če si zna, moja ljubica. Poglej, da te imam, le nasmeh mi daj, pa ti za vedno bom predan. Povej, kaj bova zdaj? Povej, če si zna, moja ljubica. Poglej, da te imam, le nasmeh mi daj, pa ti za vedno bom predan. Moja ljubica je bila slišana skladba Iva Mojzerja z albuma Tvoj portret. Ivo pa je z mano v studiu Radia Prlek. Zdravo. Lepo zdrav. Tokrat tvoj portret, čeprav pa na naslovnici albuma vidim avtoportret. Nisi dal drugega portreta na album. Ne, nekako tako je bilo, da je nastala ta skladba Tvoj portret, potem pa sem šel na založbo Helidon in je gospa direktor je rekla, da zadnje čase veliko slikate, probajte se sami naslikati svoj avtoportret in se odločil za eno sliko pač par let nazaj in se hotel malo v tem pop artu naslikati, da ne bi bilo dolgočasno, da je bilo črno-belo samo. In ker sem kaj precej teh rockerov narisal v tem stilu in se mi je zdelo tako bilo najboljše za ta CD. Ali to pomeni, da daješ v zadnjem času bolj prednost slikarstvu kot glasbe? Pa bi rekel tak, glasba je kljub vsemu na prvem mestu, ne. Slikarstvo je čisto spontano prišlo do tega. To bi samo rad kratko povedal, da sem nekje v 7. razredu osnovne šole, ko sem hodil na osnovno šolo pri Žigu Voran z Mariboru,
eno sliko in to ravno s Prlekije, eno slavnato hišo. In od mamine sestre, teta je imela to slavnato hišo tukaj v Šalovcih. In se ta slika šla v Ljubljano in je dobila prvo nagrado, ampak te slike nisem nikoli nazaj dobil. Nikoli. Potem pa sem pred nekaj leti srečal tega mojega profesora, gospoda Vranca, ki je bil akademski slikar in njegova žena tudi, in me prvo vprašal, ko sem slišal, Ivo, da pojete, povejte mi, če kaj slikate. Ne? Pa sem rekel nič. Je rekel, začnite slikati. In tem gospoda več nisem videl, medtem je žal pokojni že. In jaz sem razmišljal nekovih besed, sem rekel, pa probal. Tako sem narisal neke breze, zimske, zima pa breze. In tako se je začelo leta 23, nekje avgusta meseca, in do zdaj sem naslikal okrog 150 slik. Ampak danes ne bova gledala slik, temveč poslušala slike, glasbene slike. Tako je. Tem sem pa jaz vedno komponiral, pa razmišljal. In mi nekako lansko leto sem šel na rojstni dan, Jadrana Ogrina, mama, to je tega basista Kameleona, ki ima studio York v Dekanih pri Kopru. Njegova mama je praznovala 105 let in tam je nekako padla beseda, da sem rekel, da bi vseeno želel še en projekt narediti, če bo možno, ne? Če bo mi glas dopuščal, pa energija, pa vse. In tako sem potem zbral te skladbe in on je počasi začel to pripravljati. Nekje do konca leta je bilo to nekje tako rekoč posneto, šel sem eni parkrat v Dekane in lepo v miru smo snemala, dobro ekipo je imel zraven, odličnih glasbenikov, bobnarjev, vse. Res smo enega Italijana odličnega, tudi 3 pevke so bile iz Trsta, ena celo iz Južne Amerike. Glavne vse so znali slovensko in tak ekipa to pripravilo se je to in sem začel snemati, mislim, da 3-4 termine sem imel, lepo v miru po 2 pesmi, mogoče na dan, ne, največ. Glavnem, jaz sem zelo zadovoljen s tem projektom, zato ker je malo drugačen kot tiste pesmi, ko sem jih na začetku snemal, Deklica, pa ko se Davi se zbudila, pa to, ki so pač, to je bilo tisto obdobje. Tu sem pa malo je vseeno tukaj notri popa, malo rocka, malo bluza, vse je malo tako, kot sem kot bobnar igral, tako bom rekel. To, ko sem kot bobnar najrajši igral nekaj takšnega. Bo še do tega prišla, pogovor sva odprla skladbo Moja ljubica. Ja, to je, Adi je prišla ideja, ne, je rekel, Ivo, ti si bil mlad, pa fant, ono tretje, punce so pisale pismo. Na veliko. Ja, ko sem bil mlad, sem rekel. Na glavnem je rekel, pa bomo dali naslov Moja ljubica. Tako je nekaj spontano prišlo in jaz sem potem naredil tak malo country, pop, komad, mislim. Meni je všeč, kako je tudi aranžersko narejen in vse skupaj, tako da je ok, ja, zadovoljen. Druga bo Angel zapojem ti? Ja, to je pa malo zopet čist drugi stil, ne? Tukaj je malo bluza noter, tukaj je tudi, se on tudi zelo potrudil, ko je aranžiral, mislim, to mu moram čestitati, ne? Da je te vse vložke s kitarami in tak dalje, je pričaral tale blues, mislim, nekje tak v night klubu, ko si. In tudi besedilo je zelo lepo od gospe Vanke Ledonik, tako da zna biti, da bom tudi posnel video spod za to pesem. Zna biti. To bom se še odločil, da je kratkem. Lepa si kot slika mojih sanja, bel prividi z noči. Vsaka misel na te je skrivnost, ki v času ne zbledi. Ljubezen ta ovita v sive kodre, ustavi naj zime čas. Tu si ti, ta tvoj objem in tvoj poljub, kot prvi naj srečo in v srcu prebudi. Angel zapojem ti o skrivnosti jesenskih noči. Ljuba, poslušaj
da ljubim te. Soju te svetle noči, kot tisoče zvezd zažari. Vidim tvoj lep nasmeh, ki prosi, daj ljubi me. Lepa si kot slika v mojih sanjah, bel privid iz noči. Vsaka misel na te je skrivnost, ki v času ne zbledi. Ljubezen ta ovita v sive kodre, ustavi naj zime čas. Tu si ti, ta tvoj objem in tvoj poljub, kot prvi naj srečo in v srcu prebudi. Angel, zapojem ti o skrivnosti jesenskih noči. Ljuba, poslušaj moj glas, ki pravi, da ljubim te. Soju te svetle noči, kot tisoče zvezd zažari. Vidim tvoj lep nasmeh, ki prosi, daj ljubi me. Da vidim tvoj lep nasmeh, ki prosi, daj ljubi me. Ljubi me, ki prosi, daj ljubi me. Angel, zapojem ti, Ivo Mojzer z albuma Tvoj portret. Novi album je eden izmed kamenčkov v mozaiku tvojih albumov. Kam bi ga uvrstil v primerjavi s prejšnjimi izdelki? Že prej si dejal, da so se prejšnji bolj razlikovali, mogoče bolj pop, ta bolj pop, rock, blues. Ja, prvič moram to poudariti res, da nisem pričakoval pri teh mojih mladih letih. Okrog 50. Ja, tako. Kdo god se ukvarja z glasbo, ve, da je potrebna energija, mislim, tudi v glasu. Treba je moč, dobro duša, srce je vedno, mislim, ampak rabiš pa res energijo, da še toliko zapoješ, da si nekje zadovoljen potem, ko poslušaš, ne, da ne rečeš, joj, to je pa neko jamranje, pa vse ti ne gre več, pa tak dalje, mislim, bi bilo žalostno, mislim, potem pa res ne bi reči s tem. Tada, ko sem začutil, da mi gre, ne, tudi Jadran Ogrin, tale, ne, moj prijatelj, producent, mi je kar dal spodbudo, je rekel, boš videl, da bo šlo, Ivo, in tak smo. Prišel kar, bolj sem snemal, bolj sem bil v formi, časna reč, mislim, bolje dalje trajalo, vedno lažje mi je šlo. Tako da bi ta CD uvrstil kar med nekje, lahko rečem, malo spomini na mlada leta, ko sem Krime igral, pa Jimi Hendrixa, pa to, pa dobro, ni zdaj ta ista glasba, ampak je neka ta drugačna energija, mislim, ne.
Če tudi jaz vsako zvrst glasbe spoštujem, mislim, če je dobro narejena, ne, tako da. Tudi čist klasično popevko ni lahko zapeti, mislim, če hočeš dobro zapeti, pa interpretirati. Je bil kreativni proces enak kot pri prejšnjih albumih ali leta 2025-2026 to poteka drugače tudi pri tebi? Ja, pri meni je bilo tako, ne, zdaj sem rekel, najprej sem jaz to doma res pridno vadil, mislim, zavedal sem se, da moram biti dobro pripravljen, da ne bom šel v studio se učiti tam, mislim, ker je kar tako mogoče, ko posluša nekdo, misli, da je enostavno, mislim, pa je kar neke pesmi, kar precej težkih, mislim, za odpeti, sfrazirati ritmično in to. Moram reči, da sem se moral kar v redu potruditi, ne, kljub temu, da sem toliko v življenju posnel, ne, ampak dobro, jaz sem vedno pri vsakem albumu ali pa kaj god sem snemal, sem dal pač maksimum od sebe, vsako pesem sem resno jemal, mislim, tudi prej, ko sem snemal z drugimi komponisti, ampak sem vsako pesem nekje stal za vsako pesmijo, da bi najboljše naredil, koliko je pač možno, ne, mislim. In tako sem tukaj tudi pri vsaki pesmi, sem se potrudil maksimalno, no, to lahko rečem, mislim, ne, da glede tega mi je všeč to, da ko jaz potem poslušam, ne, ko da nisem Ivo Mojzer, jaz si dam na ključek ali pa karkoli poslušam. Všeč mi je takrat, ko jaz pesem večkrat slišim, pa me ne gre na živce, mislim, ne. Da je lahko, ko vedno znova poslušam, da ugotavljam, to pa je okej, to je pa prava stvar. Ampak mislim, da je to zelo pomembno pri vsaki glasbi. Najhujše je, če se hitro naveličaš, ne. Da poslušaš nek album ali pa pesem, ne, pa 10krat slišiš, 20krat, pa ne bi več poslušal, ne. Nekaj vedno najdem nekaj v vsaki pesmi. Nekaj novega. Nekaj novega. Vedno. Ali pri instrumentalni verziji, ali pri vložkih teh raznih, pri fraziranju svojem ritmičnem tem. Tako da tu bi poudaril, da tukaj mi je ta CD, sem sam nad seboj presenečen, da mi je toliko uspelo ne narediti, da sem lahko zadovoljen, mislim, da. Tretja, Moja srečna zvezda. Ja, to je pa ena skladba, glede na to, da sem rad igral bobne, kot že večkrat sem zdaj ponovil, pa malo mi je tako prišla asociacija na Santano, malo, ko sem bil Black Magic Woman, moram čisto tako reči, mi je prišla nekaj tako v daljavi, ne. Je pa ta ena skladba, ki je, bil sem zaljubljen, ko sem bil star 15-16 let in ta deklica ni vedela, sem jaz tako zaljubljen, samo jaz sem vedel in mi je bilo kar težko včasih, ne, da nisem imel možnosti priti do nje. In sem rekel, pa bi rad imel eno takšno skladbo, da ne bo spomin, ne, na tista mlada, v bistvu najstniška leta, ne, in tako je nastala ta skladba Moja srečna zvezda. Sam med brezami po drevoredu hodi spet. V mladosti stopal sem s teboj objet. Ko z roko v roki sva sanje prepletala. Svet v prvem poljubu našla. Moja srečna zvezda, ti zavedno boš ostala. Zavedno. Saj odkar odšla si, v daljni svet odnesla moje srce. Dolgo že tega je, upam, da srečna nekoč morda. Tam nekje na nebu znova se srečava. Se solza, ko morala si proč. Žalost kog srca sklenila je obroč. Ne vem, kje zdaj živiš, si kdaj domov želiš in tiho
jaz hrepeniš. Moja srečna zvezda, ti zavedno boš ostala. Saj odkar odšla si, v daljni svet odnesla moje srce. Le spomini vse so, kar mi ostalo je za teboj. A nekoč na nebu sijala boš spet z menoj. Moja srečna zvezda, ti zavedno boš ostala. Saj odkar odšla si, v daljni svet odnesla moje srce. Dolgo že tega je, upam, da srečna nekoč morda. Tam nekje na nebu znova se srečava. Ivo Mojzer in Moja srečna zvezda. Ivo, glede na to, kar si povedal pred to skladbo, bi lahko sklepal, da je to kot France Prešeren in Primiceva Julija. Ja, recimo. Ali Romeo in Julija. Romeo in Julija. Tako je. 12 glasbenih portretov je na novem albumu Tvoj portret. Ja, a zdaj prije tvoj portret, skladba. Ne, ta pride na koncu. Aha. Ampak je mogoče vsaka skladba povezana s svojo osebo? Z določeno osebo? Recimo, je nekaj skladb, so pa skladbe, kjer je napisala Zorica Finkuš besedila, recimo, ona je čist svoje osebne zgodbe napisala. Sem bil tega tega enih 9 let, kar sem dobil ta dva besedila, ne. Mislim, da je to skladba Ona in Spomin poln vonja. Te dve skladbe je napisala čist o njeno osebno tragiko, lahko rečem, njenega privatnega življenja. To sem komaj potem začel dojemati, ko sem snemal pesem, ne, sem se poglobil, da je v bistvu svoje življenje opisala v teh dveh skladbah. Ne. In moram reči, da mi je tudi tale skladba ena od njej, mislim, da ravno Spomin poln vonja, da mi je izredno všeč, malo je tudi aranžersko, je zopet malo drugačna od drugih, ne. Tako da bi rad čestito, pa žal ne morem čestitati, ker je gospa v takem stanju, da ne morem čestitati za takšne dobre tekste. Za avtorstvo glasbe si poskrbel ti? Avtor sem praktično vseh skladb. Bila še ena, samo tam ni bilo besedilo, nisem bil zadovoljen z besedilom. In tak je nastal potem 12. skladba, ko je bila Tvoj portret, to je napisal potem Jadran Ogrin. In njegov sin je besedilo, Gabriel Ogrin napisal v njegovem stilu, malo tudi, on je predvsem rocker, ne, bil vedno, ne. Sej, kaj bi rekel, te klasične popevke nikoli ni se kaj bavil s tem, niti snemal, ni dosti tega. Tudi vse tuje pevce, ansamble, ki jih je snemal, je predvsem rockere snemal, ne. Tak je tudi to skladbo malo v tem stilu naredil, mi je všeč. Mislim, v začetku najprej ni mi bilo vse jasno, mislim, dokaj se nisem živel v skladbo in bolj sem jo vadil, mislim, bolj sem ugotavljal, da je odličen štekl, mislim. Zanimivo, ne. Si celoten album zastaval kot neko zgodbo od Moje ljubice pa do Tvojega portreta? Ja, tako je. To se pravi, ja, Moja ljubice, ja, tako. To Novega portreta, recimo, bi lahko kar navezal, mislim, malo moje življenje od mladih let, ne, ko si prvič zaljubljen, pa do malo tega, kad sem rekel, da sem rad Krime igral, pač Hendriksa malo, me naveže malo nekje v nekaterih komadih, se mi zdi, da malo pojem, ne da bi želel tako biti kot Jack Bruce, na momente me spominja pri nekaterih komadih, ne. Tako da, ja, je kar eno taka življenjska zgodba v tem CD-ju. Med svojimi ljudmi bo četrta? Ja, to je ta skladba, ki žal, če bo poslušal ta Tomaž Štrucelj, slučajno, če bo poslušal, bom zelo vesel, če se bo oglasil, ker nimam njegovega naslova, mu ne morem sporočiti, da mi je naredil pred 48 leti ta dva besedila. In to je bilo nekje tam, sem snemal, ti si rekla Sonce, sem snemal spot pri Mariboru na Sidru gor,
ki je bil še više, malo je bil tale golf plac je bil. In tam smo potem imeli, malo šli na zakusko, neko pa kavico spili in se je ta fant pojavil. Mlajši od mene je bil kar nekaj let, z eno prijateljico je bil. In je rekel, gospod Ivo, jaz tako ljubiteljsko besedila pišem, kaj vam lahko ponudim par besedil, ne. Pa sem se jaz to shranil v eno mapo in sem to večkrat včasih pogledal, včasih ne, pa zopet minilo leto, pa to leta so minevala. In ko sem zdaj delal komade, sem jaz ta dva besedila vzel ven in sem rekel, bom jaz probal na ta dva besedila napisati skladbo, mislim, melodijo in tako dalje. In mi je tudi Jaden rekel, da zanimivo, da še danes so aktualna ta dva besedila, če tudi sta tako stara. In če bo slučajno poslušal to oddajo, Tomaž Štrucelj, se prosim javi, bom zelo vesel, ker boš tudi ti presenečen, da sem uvrstil tvoja dva besedila na moj CD. Štejem dni, da enkrat vrnem se, solz več ni, le mučno čakanje. Svet reklam me je prevzel, odšel sem tja, da vrnem se bogat. Pojem si, ker tu komolcev ni, diham spet, v sveči grejem se. Svet reklam me je prevzel, odšel sem tja, doma se bom pogrel. Srečen sem, ker dan napočil je, reklam več ni, le sreča smeje se. Srečen sem, ker spet sem z njimi sam. Njihov sem med svojimi ljudmi. Pojem
Ivo Mojzer je z mano v studiu Radia Prlek z albumom Tvoj portret. Bi lahko rekli, da je tvoj album sedaj tudi kot nek dnevnik? Ja, lahko bi rekel, da je to moj dnevnik. Lahko bi rekel, da je to malo grozno zveni zadnji moj album. Malo grozno zveni ta stavek. Po čem to sklepaš? No, sklepam. Vem, da čas beži, mislim, človek nikoli ne ve, če še bo imel toliko energije, toliko kondicije, to ne zaradi drugega, mislim. Daj Bog zdravje, no, vsem, mislim, to je najbolj pomembno, ampak nikoli ne veš, ne. Vem pa, da takšen projekt ni enostavno narediti, da vzame dosti energije, tako da mogoče še bo kakšen komad posnet, to bi rekel, sigurno lahko, ne. Ampak tako cel album pa ne verjamem, da še bom snemal. Ne bom trdil, ampak mogoče. Kaj veš, mogoče se za naslednjega usedeš še za bobne, da ne boš samo pel. Tako, ja. Ja, zdaj igral sem bobne, igral sem fagot, igral sem klavir, igral sem harmoniko. Pol orkestra. Pol orkestra, ja se nikoli ne veš, no to je res, nikoli ne reci ne, mislim, ne, mogoče pa še bo kaj takega se zgodilo, ne. Vi pa seveda to samo naredil, če bi bilo na tem nivoju kot tole, ne. Ni govora, da bi šel nekaj snema, samo tako, da nekaj posnamem, ne, mislim, ne. Bi bilo škoda, ne, mislim, glede na to, če se spominjam, prvi skladb od Ponoša Kavboja do Dečka z ulice, ti si rekla Sonce, so bili drugi časi, ampak snemalo se z velikim orkestrom, mislim, ne, z odličnimi komponisti, aranžeri, kot so Jože Privšek, ki ga nikoli ne morem pozabiti, pa se Petar Obežnjaka, Marjo Rijovca, Dečo Žgurje in tak dalje, Tadeja Grušovare in še koga, da ne bom pozabil, mislim, ampak tudi z odličnimi tekstopisci, kot so Elza Budal, Dušan Milka. Tako da, če bo ratalo kaj še dobrega, da bom imel res željo, se še da zgoditi, ne. Naslednja, Valovi vračajo spomin. Ja, to je pa zanimivo. To besedilo mi je pa dal Franček Javk, moj prijatelj, gospod novinar, napisal je knjigo o Levnu Štuklju, napisal mi je nekaj krasnih besedil, samo eno bi omenil, ne pozabim te, I Believe in You in Don Williamsa, to je že davnega leta 83 in sem zelo vesel, da še našel toliko časa in želje, da še me je napisal to skladbo. Naredili smo jo kar malo tak v morskem stilu, pa malo na pop, tako da zanimiva skladba, mislim. Je zanimiva tudi kot aranžersko, mi je zelo zanimiva. Tako da lepo, da je Franček to naredil. Seveda je še pa ena, bom kasneje, pa bomo prišli še do tiste druge. Tako da seveda ne smem pa pozabiti, če tukaj Barbare Kolarič, tukaj je tudi zelo pomembna, ne, ona me je naredila, mislim tudi, da je na 3 besedila. In ja, z besedili je tudi zelo pomembno, predvsem je pomembno, kakšna so besedila, če imajo sporočilo, če imajo težo, dovolj teže, mislim, ne, da ni neka lajna, mislim, jaz sem takšen pevec pač, ne, da sem vedno, če imaš taki, pravili so neki žametni glasni in tak dalje, neki Ivo Mojzer, ne, ampak če besedilo ni pravo, praktično je tak, da vse moraš imati, ne. Od melodije do aranžmana, do besedila in do izvajalca, ne. To pa, če samo ena od teh točk ne štima, tako bi morala, ne more nikoli biti nekaj dobrega, nikoli. Je pa tako, ne, ljudje imajo različne okuse, ne, prav je tak, ne, vsak ima svoj okus, vsak ima mogoče svojega pevca, svojo pevko, svoj ansambl, to je čist prav, ne. Jaz se moram tudi vedno zahvaliti moje publike, kakorkoli je, dolgo me ni bilo, ker sem bil 18 let v Nemčiji, da se me še sploh spomnili so, da še obstajam, ne, in zdaj vidim le, da tudi ko slikati sem začel, da imam še vseeno predvsej publike, ki me redno spremljajo, mi dajajo še energijo za naprej. Najprej sem videl neslavnatel klobuk, tam na peščeni plaži vsa skrivnostna je bila. Lahko bi kar neopazno na drugo stran odšel, a sem spoznati jo želel. Valovi vračajo moj spomin na obalo, znova šepetajo zgodbo mladih dni. Sonce bo zašlo, znova bom posedel sam na skali najini. Bila je zato mlad,
iz drugega svetaža sva med stare bore. In se z morjem združila, ne vem, kdaj sem jo izgubil. Z njo so poletne sanje odšle, nikdar več nisem srečal je. Valovi vračajo moj spomin na obalo, znova šepetajo zgodbo mladih dni. Sonce bo zašlo, znova bom posedal sam na skali na Jini. Najprej sem videl njen slamnat bel klobuk, tam na peščeni plaži, vsa skrivnostna je bila. Lahko bi kar neopazno na drugo stran odšel, a sem spoznati jo želel. Valovi vračajo moj spomin na obalo, znova šepetajo zgodbo mladih dni. Sonce bo zašlo, znova bom posedal sam na skali na Jini. Bila je zlat oblak iz drugega svetaža, sva med stare bore. In se z morjem združila, ne vem, kdaj sem jo izgubil. Z njo so poletne sanje odšle, nikdar več nisem srečal je. Valovi vračajo moj spomin na obalo, moj spomin na obalo. In čuje se v daljavi pesem najina, ostala bolj z menoj. V mojem srcu nikoli ne boš pozabljena. Valovi vračajo moj spomin na obalo, spomin na obalo. Znova šepetajo zgodbe mladih dni, ko sonce bo zašlo, znova bom sam posedal na skali na Jini. Ko sonce bo zašlo, znova sam bom posedal na skali na Jini. Danes vem, kaj bi bilo tisto med nama lepo. Strele srca, drobne iskre duha, to za ljubezen velja. To za ljubezen velja. Le vrata odklepat sem znal, a sam pred seboj pa bežal. Dan je prišel, ko stopila je v stran, umaknila svojo mi dlan. Kdo se ob njej zdaj prebuja, ko odšle so noči, nanjo spomin je bombonja. Na njene nežne dišeče dlani, dišeče dlani. Morda je jokala skrivaj, v očeh spregledal se mi sjaj. Pojem tako, da me sliši, kako je resnično hudo. To za ljubezen velja, le vrata odklepat sem znal, a sam pred seboj pa bežal. Dan je prišel,
dišeče dlani. Spomin poln vonja. Ivo Mojzer je z mano, tvoj portret je album, ki ga danes predstavljamo. Vsi zvoki na tem albumu so tisti naravni, brez raznih dodatkov umetne inteligence in podobnega. Vse odigrano v živo. Vse odigrano v živo. To je pa, mislim, največ vredno od vsega. Mislim, jaz sem generacija 60 let, lahko rečem, ne? Začel sem poslušati The Shadows, lahko rečem Elvis, The Shadows, to so bili tisti čisti začetki. Ne? Če govorim zdaj o te vrste glasbe, potem tam bil Rocco Granata, Marina in tako dalje, italijanska glasba. In glavno začel sem kot s harmoniko, ne? Že kot fantek, ne, mladi. Potem so prišli že tam nekje pri 15 leti bobni prvi in sem tako rekoč odrastel z Beatli sem odrastel. Takrat sem ravno padel v to leta 62, 63, ko so te prve skladbe nastale Beatlov. Love Me Do, She Loves You in tako dalje. In vse, kjer sem igral, začel sem z Dixieland ensemblom v Mariboru, so bili gospodi stari že blizu, recimo 40 let, jaz pa 15, ne mislim. Ampak to mi je veliko pomenilo, da so me vzeli v bistvu v ansambl, ne? Da so mi toliko zaupali. Ne? In takrat sem se jaz veliko naučil, mislim, ker sem igral čisto drugo zvrst glasbe, ampak Beatli so premagali vse, mislim. To vse je premagal. Kak sem pa slišal na Radio Luksemburg Beatle pa te pesmi. In zanimivo, še danes, mislim, sem navdušen na to glasbo. Če tudi je toliko dobre glasbe. Ali me nekaj prevzame, da če se dam gor slušalke ali pa karkoli, ali pa danes, ko lahko vse preko spleta vidiš, ne. Včasih ne morem oditi od... To je zato, ker so ušesa verjetno kalibrirana še na te naravne zvoke, ne na vse te sintetične. Absolutno. In če pomislim, kako so Beatlesi začeli, ne, je bilo 8 kanalov samo, pa 4 kanali, pa 8 kanalov. Pa je moral igrati in 5 naenkrat, da so lahko sploh posneli. Ne. In tukaj je pred Jadranom Grino, ne, tem basistu, odličnem producentu in vse studija York, ne, da povem iz Dekanov, je to, da je on tudi celo življenje, od začetka, od Kameleonov do danes bi praktično vse v živo igral, vse živo snemal, nikoli ni bilo pri njih te glasbe, no, računalniške, kot se reče, in umetne inteligence in vse skupaj. Ne, tako da to mi pa največ pomeni, da je tole, mislim. To mi pa ni žal, niti za 1 evro mi ni žal, če financiram kdaj kaj takega, zato ker sem ponosen na to, da imam ploščo posneto praktično z živimi glasbeniki, ki so dihali to zraven z menoj in vsi so res kvalitetni, ki so igrali, tako da poklon temu, da mi je to uspelo. Bomo to slišali tudi v nadaljevanju, naslednja bo Prepeval bom do zore. Ja, to je pa zdaj tale, zopet se mu javim, če bo slišal, ne, Tomaž Trucl. Ta je skladba, 50 let je, kar mi je dal tole besedilo, ne. In mi je bil nekako všeč mi je bilo besedilo in se neko bom probal in tako mi je nastala ena taka pop skladba nastala. Malo me spominja na neko obdobje 70 let, pa se nema veze, mislim, tako se mi je nekaj zavrtelo nazaj. Tako da je tudi vredno, zanimivo, narejeno tudi aranžersko, fino. Nikoli ne bom poslušal lepih besed, nikoli ne bom šel 2-krat na led, nikoli ne bom verjel več lepim očem. Nikoli več ne bom preljubi klavn, nikoli ne bom nasedel sladkim lažem, nikoli ne bom požiral svojih besed, nikoli ne bom verjel več lepim očem. Nikoli več ne bom preljubi klavn, smejal se bom in pil rdeče vino, skočil si bom
čisto svoj. Nikoli ne bom poslušal lepih besed, nikoli ne bom šel dvakrat na led, nikoli ne bom verjel več lepim očem. Nikoli več ne bom preljubi klavn, nikoli ne bom nasedel sladkim lažem, nikoli ne bom požiral svojih besed, nikoli ne bom verjel več lepim očem. Nikoli več ne bom preljubi klavn, smejal se bom in pil rdeče vino, skočil si bom moje srce, prepeval bom vse do zore, saj srečen bom in čisto svoj, res čisto svoj. Smejal se bom in pil rdeče vino, skočil si bom moje srce, prepeval bom vse do zore, saj srečen bom in čisto svoj, res čisto svoj. Sem Ivo Mojzer, poslušate Radio Palirke. S pogledom pobožam hladino, neskončno nemirno modrino, jer žarki na njej se lovijo, valovi se zlato blestijo. Vsak val, ki doseže obalo, je penast poljub dal zahvalo. Ta pesem morja iz globine v meni prebuja spomine. Napev morja, valovi bučijo, le tukaj tako. Bori dišijo v mnogih srcih, a spomine budijo zgodbe za dva. Le morje šepeta, duba, džubi, dubi, džubi, diba. Ker v pesku stopinje so skrite, sledi vse s časom prekrite, le školjke skrivnosti poznajo, kot biseri čuvat jih znajo. Vsak val, ki doseže obalo, je penast poljub dal zahvalo. Ta pesem morja iz globine v meni prebuja spomine. Napev morja, valovi bučijo, le tukaj tako. Bori diši
Le morje šepeta. Morje šepeta ter Ivo Mojzer z albuma Tvoj portret. Ivo, to pa ima bolj morske simbole, pa morsko tematiko. Ja. To se pravi, da more to priti nekje junija, julija navzgor, ne? Ja, razen če misliš Panonsko morje, ki ga skoraj več ni razen Balatona. Tako. Ne, Barbara Kolarič je to besedilo napisala kot še ostala dva. Me je vprašala večkrat, kako je Ivo, ti pa morje, sem rekel, zelo dobro. Rad imam morje, sem rekel, pri Kameljonih sem bil pri 19 letih in sem živel v Kopru, skoraj 2 leti, imam lepe spomine. Rad imam to, res malo privdiha na to morsko tematiko. Vse sem bil tudi na Melodijah Morja in sonca 10krat na festivalu, ne. So bile takšna besedila, takrat še posebej je bilo poudarjeno, da se je držalo te tematike, ne mislim. In mi je res eno čudovito besedilo napisala, res moram reči. In je ta pesem nastala malo v tem stilu, mislim, da bo tudi v redu. Sabo si prinesel fizični nosilec zvoka, Ja. kar pomeni, album je šel tako v fizični kot digitalni obliki. Ja, to sem želel narediti, zato ker mislim, da izdam album samo za ena ključek, mislim, ali kaj zvem, da ga nimam drugače. Če ni druga, bom ga imel jaz za spomin. Pa par prijateljev. Dejansko je to vizitka danes. Tako je. Drugače CD se da kupiti pri založbi Obzorja Helidon, ne, če kdo želi, tako da ni na spletu, se najde naslov, imajo oni svojo spletno stran. Tako da, ja. Na vsak način sem želel, da bi mi zide nekaj, da imam nekaj v roki. Je pa potem verjetno tudi glasba že na streaming platformah. Je že povsod. Je kaj odzivov? Je. Kaj pravijo poslušalci? Kaj pravijo tiste, ki so nekoč pisali pisma? Čestitajo prvič, da mi je uspelo še posneti še en album, ne? Tako da kar dosti pozitivno. Vem, da sem, ne da bi zdaj se hvalil, v enem dnevu enih 900 lajkov dobil na svoji strani, ko sem objavil to sliko, da sem se naslikal, mislim, da imam novo ploščo, novi CD, ne? Če bo pa še kdaj možno, moče še bom ploščo izdal, če ni druga, da bo v arhivu. Ravno tam nekje na limitu je po minutaži album za vinilno ploščo, ne? Je. Ja, 46 minut, če zelo stisnejo, ne? To se pravi 23 na eni strani. Približno. Tako da si dobro preračunal. Je še na limitu. Je na limitu. Dobre. Tako da moče prineseš še naslednjič vinilno ploščo. Ja. Kot je tudi bila prejšnja izdaja na vinilo. Tako, ti si rekla Sonce, ja, tako. To je bilo 21, ja. Ja, to je, zdaj sem že kar nekaj teh plošč izdal, zdaj so zopet plošče v bistvu zopet aktualne, ne. Marsikdo si kupuje plošče nove, izdajajo stare plošče v bistvu v novih izvedbi, mislim, ne v isti izvedbi, ampak na novo tiskajo zopet plošče, ne, mislim. To je en poseben občutek plošča, mislim, jaz se spomnim, ko sem prvo malo plošče izdal, polnoče, kaj bo jaz sem jo najprej gledal 14 dni, mislim, pa obračal na vse strani, da imam, ker sem se spomnil, ne, takrat na Beatlese, ne, ko sem prvič ploščo Love Me Do držal v rokah, ne, pa se rekel, pa kdo bi si mislil, jaz to doživel, da jaz imel svoje plošče. Sledi mogoče tudi promocija albuma, boš kaj v živo predstavil? Ja, jaz bom to bolj tak predstavil, ker bom imel kar precej razstav, zdaj tako okoli slikam, ne, in imam razstave in potem kar povsod vzamem CD zraven. Pa če ni druga, pa zapojem tam eno pesem iz novega CD-ja, ne, in predstavim malo, ne, pogovorno in tak dalje predstavim ploščo novo, da sem izdal. Sem pa tudi to se naslikal in na vseh razstavah imam tudi tole sliko obešeno iz novega albuma. Poleg tega pa seveda še ostale glasbenike, tako svetovnega formata kot domače slovenske. Tako je. Ja, to mi je nekako lansko leto sem nekako, ne vem, kdaj je bil, pa Bob Marley je bil verjetno prvi. Potem pa sem se nekako ugotovil, da mi nekako leži ta stil, ta pop art mi leži, ker rad imam barvite slike, nimam rad monotonih slik.
redko kdaj mi je katera slika všeč, ki je siva, pa dobro, črno-bela še to je lahko zanimivo, mislim, na črno podlago, ampak take monotone slike me nekako ne dajo navdiha, mislim, ni življenja v njih, mislim. Jaz ga ne čutim. Mislim, vsake oči ima svojega malarja. Jaz sem pač takšen in takšen, ko sem, tak tudi slikam. Bomo pa te sedaj tudi poslušali. Ona bo naslednja. Ja, to je zopet Zorica Fingušt, ne? Tudi je zgodba ena njena in nekaj posebnega, tudi tale tekst, besedilo njeno, sporočilo. In mislim, da je Jadan tudi tukaj naredil en res zelo dober aranžma, mislim, moram res čestitati. Tada sem sam presenečen, kaj je nastalo vseeno, ker to narediš najprej na nekem klavirju, sintesajzerju, ne čisto osnovno, ne. Si še sploh ne predstavljaš, kaj bo iz tega, mislim, ne. Tako pa potem vidiš, ko se začne, ne, stvar odvijati v studiu pri aranžerju, pa te vpraša, kaj misliš, bilo bo še to, ono, tretje, se pogovorimo. Tonalitete smo še določala kasneje, mislim, nekatere skladbe so bile malo preniske. To se pravi, je rekel, daj malo več, še več energije, Ivo, bo boljše. Za pri nekaterih skladbah bo monotono, če bo prenisko, mislim, bo vse. In to so te pomembne stvari, da z nekom sodeluješ res timsko, mislim, da je. Potem lahko nekaj pride ven, no, tako bom rekel. Hotel je vse, da nekaj bi veljal, mešetaril, nikdar miroval. Vedno hodil je kot pisan pal, štel denar, kjerkoli se bahal. Leta so šla, le kaj naj reče si, ga življenje gor več ne drži. Umari, tam še plašček njen visi, a nje več ni, ob njem je ni. Ko pel je rad premnogokrat, poljubit bi jo moral 1000krat. Ne slišim več, ne vidim več, ptice žvrgole nad krošnjami lete. Če vrago dušo je prodal, zdaj sebi stisnil bi jo rad. Se pokesal, a nje več ni, ob njem je več ni. Leta so odšla, le kaj naj reče si, ga življenje gor več ne drži. Umari, tam še plašček njen visi, a nje več ni, ob njem je ni. Hotel je rad premnogokrat, poljubit bi jo moral 1000krat. Ne slišim več, ne vidim več, ptice žvrgole nad krošnjami lete. Če vrago dušo je prodal, da sebi stisnil bi jo rad. Se pokesal, a nje več ni, ob njem je več ni. Leta so odšla, le kaj naj reče si, a življenje gor več ne drži. Mari, tam še plašček njen visi, a nje več ni, ob njem je ni. Hotel je rad premnogokrat, poljubit bi jo moral 1000krat. Ne slišim več, ne vidim več, ptice žvrgole nad krošnjami lete. Če vrago dušo je prodal, zdaj sebi stisnil bi jo rad. Se
pokesał, a nie večný, ognjen je večný. Že vragu dušo je prodal, za sebe stisnil bi jo rad. Se pokesal, a nie večný, ognjen je večný. Sem Ivo Mojzer, poslušate Radio Prlek. Gledam isto spominov, stoji pred mano, prav za temi zidovi, pisalo zgodbe je srce, ni veliko je smiha, ljubezni, sreče in solza, v njih lahko premikam gore in spet dotaknem se neba. Srečno pluje moja ladja skozi viharje srca, kjer je mnogo čeri, s valovi se bori. Srečno pluje so življenje in me vodi letja, v pristan si želja, kjer sreča res je doma. Rad imam moje mesto, tu moj pečat je srca, le tukaj diham svoje sanje, le tu zares sem spet doma. V njih veliko je smiha, ljubezni, sreče in solza, v njih lahko premikam gore in spet dotaknem se neba. Srečno pluje moja ladja skozi viharje srca, kjer je mnogo čeri, s valovi se bori. Srečno pluje so življenje in me vodi letja, v pristan si želja, kjer sreča res je doma. Srečno pluje moja ladja skozi viharje srca, kjer je mnogo čeri, s valovi se bori. Srečno pluje so življenje in me vodi letja, v pristan si želja, kjer sreča res je doma. V pristan si želja, kjer sreča res je doma. Pristan želja je bila slišana skladba Iva Mojzerja z albuma Tvoj portret. Ivo, v glasbi si in let, ko smo ugotovili skozi intervju. Ne bomo vedeli koliko. Ja, strahota. Tudi v ustvarjanju si povedal, da je vse potekalo v živo. Ja. Kako pa danes gledaš ti na umetno inteligenco in glasbo? Jaz na to gledam grozno, zato ker sem en komad hotel snemati nekje. Ni važno, kdo je bil tole. On meni, jaz odpojem, on meni naredi zbore zraven, ne? In jaz vprašam, kdo to poje. Pa rekel, tam ena punca, ne? Pa sem rekel, pa to ni nobena punca, sem rekel, to ni ženska pela, sem rekel. Ja, kak ni pela? Pa ni, sem rekel. Pa ne more tak peti, sem rekel, ženska. In ko sem to slišal, potem
drugo, ko poslušam jaz današnjo Eurovizijo, jaz imam občutek, zopet ne bom imena povedal. Poznam ljudi, ko napišejo, ljubim te, čakal te bom v parku na klopi, prosim, da priješ tam nekje do 23. ure, potem pa črta spode, prosim, naredi komad iz tega. In umetna inteligenca naredi besedilo in naredi pesem in se mi zdi vedno bolj, da vse te skladbe, ki jih danes slišim, ker se mi zdi, da en človek, normalen človek, ne morem drugače reči, ne more take skladbe skomponirati. Jaz se ne morem predstavljati. Jaz potem ne vem, kakšen človek je to. Jaz si ne predstavljam tega človeka, ker se mi zdi totalno nelogično. Skregano za vsem. Jaz nisem od Beethovna, pa Bacha, pa Mozarta, vse. V vseh delih, kjer je melodika. Dobro, pustimo uvod. Meni je profesor glasbe vedno v šoli rekel, uvod je to, prideš, ne, pa se vsedeš blizu gozda in zdaj čakaš, če bo kakšen veterček zapihal, pa bo potok se slišal, pa kakšen ptiček zapel. In to je sredina, to je zdaj melodija. Zdaj pa, ali je tragičen konec, je zopet drugo, ampak tale center, kot se bi rekel, ne, je pa čudovite melodije. Skoraj od vseh največjih komponistov, kar so bili in kar bodo ostali, sem to ugotovil. Od Čajkovskega do Mozarta, do Bacha, do Beethovna, do Verdija, do vse. In se sprašujem, kako lahko potem, ti ljudje so čutili glasbo, sigurno, bili so nadpoprečni talenti, mislim, ne. In se ti moraš uživati v tem, jaz ne vem, jaz v takih skladbah ne morem uživati, ko so zdaj na Euroviziji. Primer govori, ne bom nočem nikogar žaliti, ni važna imena, niso splovali. Pa tudi pri nas se take stvari snemajo, mislim, jaz tega ne morem, jaz prišel tam takoj, ker rečejo, vse ne rabiš poslušati, ne. Kje pa piše, da moraš poslušati to, ne. Jaz tega ne morem poslušati. Se letos niti ne bo treba. Tako, zato pravim, da to se ne bo dobro končalo, če bi to bil naslednja stopnička, ne bo se dobro končalo. Jaz umetno inteligenco uporabim pri pripravi intervjujev. Moram reči, da je kar nekaj podatkov Microsoftov Copilot izbrskal o tebi, tudi pravilnih. To je pa nekaj drugega. Tako, da ve, kdo je Ivo Mojzer, pa kaj ustvarja Ivo Mojzer. To je pa nekaj drugega. Naložim pa tudi Copilotu, da pripravi 5 vprašanj za gosta, s katerim se pogovarjam. Ja. In tudi zate je pripravil 5 vprašanj. Lahko pa izbiraš iz 2 sklopov, ali bodo to smešna vprašanja, ali bodo to absurdna vprašanja. Jo, reči smešno. Smešna vprašanja. Bom ti zastavil vprašanja, pa boš videl, kaj zanima umetno inteligenco o tebi in tvojem delu. Prvo vprašanje, ki ti ga zastavlja Copilot, se glasi: koliko časa bi zdržal na otoku, kjer je edina hrana samo tisto, kar si narisal na papir? Koliko časa bi zdržal? To je pa zdaj globoko vprašanje. Koliko časa bi zdržal na otoku? Ja, nič, jaz bi kar naprej risal. Jaz bi še kar naprej risal, pa bi lahko dolgo ostal. Jaz bi rekel tako, ja, zdaj zavisi tudi kakšno je to platno, ali kam rišem jaz tole zdaj. Koliko časa bi zdržal, je to malo platno, je to veliko platno. Očitno se ti pojavilo več vprašanj kot odgovorov. Tako je. Drugo vprašanje. Ali verjameš, da se morje včasih samo dela globoko, da nas impresionira? Ja, verjamem, da se dela globoko. Morje, ja. Verjamem. Nasplošno me pa morje zelo impresionira, mislim, po eni strani ga ljubim, po drugi strani me ga je strah, mislim, morje. Zato se spomnim dostikrat, ko sem bil na ladji igral, pa sem igral, potem smo šli, mislim, kakšna moč je v tem morju, mislim. Tega ne morem nikoli pozabiti, mislim, ko smo se pelali iz Pule proti Afriki, mislim, z ladjo in smo včasih sam stal zadaj čist na pomoru tam na koncu, pa gledal tole moč, da čist bil iz sebe, v bistvu, pa po drugi strani pa lepota takšna, mislim, da ja, morje. Tretje vprašanje. Če bi tvoj dan imel podnapise, katera beseda bi se najpogosteje pojavila in zakaj? Podnapise, če bi imel dan, ljubi tisto, kar delaš, vztrajaj in ljubi tisto, kar delaš. Četrto vprašanje. Če bi moral izbrati en teden živeti kot oblak ali kot prometni znak, kaj bi izbral in kako bi se pritoževal? Raje bi bil kot oblak in bi opazoval. In upam, da bi bil na takšnem delu sveta, kjer je vse mirno, brez vojn, brez vsega, pa bi bil presrečen v oblakih. In še zadnje vprašanje, ki zanima Copilota.
Ali misliš, da se drevesa med sabo kdaj pogovarjajo o tem, kdo ima najboljšo frizuro? Mislim, da se pogovarjajo. Celo eno pesem sem posnel, Drevo bi rad postal, na slovenski popevki. Zelo obožujem drevesa. Dostkrat sem šel kje v gozdu in objamem drevo in čutim njegovo energijo. Tako da drevesa so nekaj veličastnega, mislim. Ne. In rastline, tako treba se pogovarjati z njimi, mislim. In se tu z drevesom rad pogovarjam, če sem sam kje v gozdu. Tako, Ivo, slišal si, kaj umetno inteligenco zanima od tebe. Zdaj pa se zamisli. To so vprašanja, ki jih je na osnovi vseh podatkov verjetno analizirala in potem ti zastavila. Ne reči. Sicer pa sem tudi naročil, da ne zastavi vprašanja, ki niso povezana z glasbo. Zanimivo. Viš, tukaj pa je umetna inteligenca nekaj drugačnega, nekaj drugačnega je. Drugače razmišlja, ne čist, ne. To je svoje svetu, ne. Mislim, tale mi je bila všeč, ne, oblak ali pa znak prometni, ne, mislim, ne. Pa veš, da bi bil oblak, recimo, pa bil, ko vem, ko je krasna, spodaj vse lepo, narava, ljudje so srečni, ne. Ko pa prometni znak, pa divjanje tole, pa čakaš, da bo ravno tresno nekoga, mislim. Ja, mislim, globoka vprašanja v bistvu. Se zamisliš? Predzadnja skladba Za njene plave kodre. Ja, to je pa skladba zopet Frančka Javka, besedilo, mislim. To je napisal tudi malo, on je poznal tudi mojo mamo in je malo v spomin na mojo mamo napisal tole besedilo. To mi je potem priznal. Moja mama je bila tu iz Prlekije, iz Koga, praktično iz Vitana, Pošta Kog je tako. In imela je plave kodre in tako, da je naredil eno čudovito besedilo. Vse bo, ko imel mogoče čas, besedila so tudi v CD-ju, not je knjižica, mislim, z vsemi besedili, kar mi je zelo. Sem se to posebej potrudil in je rekel založbi Obzorja, Helidon, da bi to naredili, da bi bila noter besedila vsa, ne. Tako da tudi se kar držal tega stila, nisem nič kaj spreminjal pri tej skladbi. Tudi aranžersko se neko ne tako ostane. Tako da ja, refreno pa zapoje na toči ga do roba, na toči ga do groba. Mislim, globoke besede. Pridi, pokažem ti pot do tja, do tistih trak, do tistih let. Mati s prsti me je učila štet do 5, ko v očeh bila sta ognja 2. Kjer z vrčkom mleka sem hodil spat, kjer v kratkih hlačah sem bil soldat. Ko z gajžlico sem delal red, ko s frulico sem očaral svet. Zato na toči ga do roba, naj živi do groba ta spomin. Na toči ga do tistih trak, do tistih let. Mati s prsti me je učila štet do 5, ko v očeh bila sta ognja 2. Zato na toči ga do roba, naj živi do groba ta spomin. Na toči ga
Ivo Mojzer z mano, Ivo za konec, album je svež, sedaj si rekel, da bo nekaj skladb predstavljenih tudi na tvojih razstavah. Ja, bom povsod vzel v bistvu zraven tale CD. Že zaradi naslovnice, sliko bom povsod, te slike ne dam, ta ostane meni. V arhivu. V arhivu. V bistvu mi je zanimivo, ne, da sem se praktično sam naslikal in da še zdaj naslovnica CD-ja takšna, ne, tak da. Potem pa recimo predstavim pa če 1-2 skladbe predstavim na vsakem razstavi, ne, je to čisto v redu, ne. Razstav pa imaš kar nekaj, kot je videti na tvojem Facebook profilu. Ja, imam kar nekaj. Lahko rečem, da kar naprej že vem, za 6 mesecev naprej 7, ne. Tako da, ja, rad bi tudi Vormo že imel razstavo. Bi bil zelo počaščen, če bi mi dali možnost. Še eno bova zavrtela za konec. Če si že Prlek po mami, domačin, praktično po mami tukaj, bi mi veliko pomenilo, mislim, če bi lahko imel tudi Vormo še eno razstavo, res. Mogoče bo mi kdo uslišal. Mogoče kdo posluša ta intervju, taki, ki je povezan s tem. Tako. Je pa tako, ne, jaz sem ljubiteljski slikar, ne želim delati nikomu, nobenim akademskim slikarom, kakšno konkurenco in tak dalje, mislim, kar je zelo zmotljivo, ko nekateri mislijo, ja, pa kaj zdaj Ivo bi rad ti, mislim, ne pa to. Sploh ni res, to sploh ni bistvo. Bistvo je to, da mene tudi slikanje zelo osrečuje. Moj oče je bil vrhunski slikar, to marsikdo ne ve. On je takšne slike slikal, da če imam sicer za spomin samo 2 njegove sliki, ker je takrat vse podaril, tudi študiral je slikarstvo v Gracu, takrat kot mlad fant. In izgleda, da sem nekaj podedoval po njemu, ne. Bi pa še samo končal s tem, da mi enkrat rekel, kdo zna tako sliko naslikati brez šole, tisti je ta pravi. Tega stavka ne bom nikoli pozabil v življenju. Tako da bo še naprej slikal. Tako je. Tvoj portret pa bo skladba, ki bo pa tudi zavrtela za konec tega pogovora, torej naslovno skladbo albuma. Ja, to je ena edina, ki ni moja, ne, mislim, nisem jaz avtor, to je pa tako prišlo, ne, besedilo ni bilo, ki sem ga imel še enega, ni mi bilo tako všeč niti temu prijatelju Jadenu, ne. In sem rekel, če imaš Jadran čas, pa ti proba še eno narediti, ne, in je on malo bolj rokovsko naredil, res se je potrudil tudi, malo drugačna zopet, ne, tudi Gabriel je naredil čist, ni še vedel, da bom jaz sebe naslikal, mislim, avtoportret. Slučajno nastal tekst, besedilo je prišlo do tega, da je naslov tvoj portret in potem je prišla odločitev, da se še naslikam, ne. Skladbo vrtiva za konec tega pogovora. Ivo, hvala, da si se oglasil v studiu Radia Prlek ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala lepa vam za povabilo, vse pozdravljam, vse poslušalke, poslušalce Radia Prlek, vse se daleč sliši Radio Prlek, ne? Zelo daleč, tako. Po celem svetu, če se vklopi splet. Tako je. In sem zelo ponosen, da so moje korenine od tukaj. To vedno znova poudarjam, ne. Tako da počitnice sem preživljal v Prlekiji in imam najlepše spomine na Prlekijo, rad prihajam sem vedno. Vedno mi srce zatika taka, ko pridem v Prlekijo, ne. Ob tebi diham kot cvit iz zori, vsak trenutek zate srce vzdrti, ko me svet daljave neznane kliče, v mojem srcu tvoje ime še živi. Ni res, da zbledim, ko grem stran, vedno pustim svoj glas tam pri tleh, v prsih vitli tih plamen slovesa,
tebi diham kot cvil, ki zori. Vsak trenutek zate srce vzdehti, ko me svet daljave neznane kliče. V mojem srcu tvoje ime še živi, čeprav me ne vidiš, ostajam tu. V odmevu tvojega koraka živim, moj objem, čeprav tih in oddaljen, tvoji senci zmeraj utripam. Vrniti ti hočem isti pristen smeh in v očeh ponovno svetli gre. Med nama leži neizrečen odmev, resnična ljubezen, ki prisega vse meje. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Vrniti ti hočem isti pristen smeh in v očeh ponovno svetli gre. Med nama leži neizrečen odmev, resnična ljubezen, ki presega vse meje. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Ki presega vse meje. Sem Ivo Mojzer, poslušate Radio Prlek.